Evo. Tako, spoštovane dame in gospodje, nahajamo se v Mariboru, zelo pomembnem slovenskem mestu. Slogan je nekako Maribor is the future. In danes je občinski praznik, tudi zato sem prišel danes sem do gospoda Marka Soršaka Sokija, da mu čestitam za 30 let bobnanja. Hvala lepa. In čestitam za projekt Soki 2020. Tako da, en video smo že posnela za ogrevanje, zdaj bomo pa lifrala še bolj intenzivno kot prej. Tako da, Soki, vemo, da je bil Terminator tisto, kar je povzročilo, da je vse to tukaj zdaj stoji. Smešno. Ja. Smešno. Ampak resnično. Terminator ni terminiral, ampak je generiral. Ja, res je, zgodilo se je leta 1991, ko je film Terminator drugi del izšel. In zelo zanimivo je bilo, ker sem ga videl v enem izmed mariborskih kinodvoran v okviru, mislim, da je bil kulturni dan na osnovni šoli, ko sem šel s sošolci gledati tale film. Tako da viš, kakšni časi so bili takrat, da smo šli Terminatorja gledati. No in en taki odločilni moment je bil, ko me je nekdo prijel in postavil na eno pot, je bilo 5 sekund, preden se je film začel, odločilnih, ko so zavrteli videospot, soundtrack filma You Could Be Mine skupine Guns N' Roses, ki je bobnarski začetek. Teh 5 sekund je bilo, jaz se filma pol več ne spomnim, jaz se spomnim, da sem razmišljal še samo o bobnih. Jaz se spomnim, da jaz sem 3-4 leta starejši, pa sem predtem v 80-ih gledal Terminator 1. 84. In se spomnim, kako sem tudi do enega izmed, takrat so bili videorekorderji, to si predstavljate, smo si video kasete posojali, prišel do enega izmed ptujskih ravnateljev osnovnih šol, pa rekel, takrat smo še govorili tovariš ta pa ta, jaz vem, da imate vi Terminatorja na videokaseti, kaj bi si jaz lahko to sposodil. In ma rekel, nisi ti malo premlad za to? Pa mi ga je pol posodil. In potem prije to znamenito leto 91 in takrat si morate predstavljati, tudi mlajši ljudje, takrat niso informacije deževale tako okoli nas, tudi MTV je bil denimo in noč smo videli pol neke scene nekega Terminatorja, niti ko je prišel en video sploh, če nismo toliko vedeli, da film pride, koliko se jaz spomnim, smo pol mogli to nekako pogruntati. Ja, ker film je bil malo prej zunaj, že v Ameriki, ne, kot pri nas, mislim, da je bil avgusta, Slovenija je prišel novembra, nekaj takega je bilo, ja. Ampak za primerjavo s prvim delom, ki je presegel pričakovanje uspeha, je potem bil ta soundtrack v bistvu zelo močen promo. Ja, drži. In je tudi strukturiran sam soundtrack, tako si rekel, in ne samo v filmski industriji, tudi v glasbeni industriji je dosti prenesel. Recimo, jaz sem postal bob, ne. Tudi jaz. To je ena skupna zgodba obstaja. Sem slišal, ko smo se pogovarjali, sem je večkrat omenil, da imamo skupno zgodbo in prav to praviš. You Could Be Mine, Terminator. Jaz denimo, povem zdaj, da je, sam sem bobnar 29 let, Soki 30, in v enem obdobju, ko sem za 2-3 leta nehal igrati, je bilo videnje njega, spet tisti eureka moment, da sem rekel, gled, to pa je del mojega življenja, jaz hočem igrati nazaj. In potem kasneje izvem in mu tudi pišem, gled, Soki, jaz sem čisto enaki, tisti prvi sprožilec, ko sem tiste bobne videl in kak je ime bobnar, Matt Sorum? Matt Sorum, ja. Matt Sorum, sicer tak miren model za bobne. Ja, ampak je mašina. Ja. Taki, oni grimase, veš, kaj dela. Ja. Ni nič ono kaj preveč, ne. ampak ko stroj. In kar želiva povedati je, da lahko 3 sekunde spremenijo človekovo življenje iz nekega nihilizma, strahu, spraševanja, kaj pa bi, v konkretno pot, ki ne samo da je koristna, ampak tudi ustvarjalna. Tako da zdaj smo pri 20 za 20. Ja. No, zakaj, 2020 projekt, torej, ko sem pogruntal, da igram že 20 let, sem rekel, jaz moram nekaj ustvariti, nekaj narediti. Jaz sem si omislil zgodbo 20 za 20, ki na začetku ni imela dobrodelne note, ampak ko sem ugotovil, da v bistvu jaz lahko z svojim bitom na naši glasbeni sceni nekaj naredim in doprinesem.
In sem šel v bistvu čisto pogledati svoj dnevnik, kot bi rekel, kako sem živel in kaj se mi je zgodilo. Ne? In če rečemo teh 20 let, kot najstnik sem gledal svoje idole na MTV-ju, v reviji Bravo. Skratka, in sanjal, kako bi jaz to doživel, jaz bi spoznal rad te ljudi, jaz bi rad imel velike turneje, hodil po svetu, se vozil s tistim avtobusom, s kopalnico in tako naprej. Kar je bilo takrat skoraj da, mislim, to je bila fantazija, ne? To je bilo science fiction, dobesedno Star Trek. Potrdim, to se je v tem našem okolju zdelo samo na televiziji možno. To so bili najni bogovi, če se poheca. Ampak glej, no po 20 letih vztrajanja, ne, in pri tem, da nisem zašel iz poti, da sem nekako verjel v to, kar počnem, ne, pa verjemite, da ni bilo zelo lahko, zato ker je vedno imaš neke distraktorje okoli, ne. Sistem, v katerem recimo zdaj večinoma funkcioniramo in živimo, je kontra temu, kaj se zdaj mi pogovarjamo, ne. Torej, zato smo pametniki, ne. In glej, na podlagi tega vztrajanja sem jaz dejansko čez 20 let svoje glasbene idole spoznal, pa ne samo spoznal, da sem prišel tja za avtogram, ne, mi smo igrali na istem odru. Iz istega hladilnika smo vzeli pivo. Jaz sem takrat pognutal, Soki, tebi je uspelo to, kar si sanjal kot otrok, ne? In to sem procesiral v neko zgodbo, torej to projekt 20 za 20, in sem rekel, kaj če jaz prenesem glasbila mladim, da jim dam možnost izbire, če se bo kdo v tem videl, lahko stvar prime in morda doživi in zaživi svoje sanje ponovno. Tu skočim not in dopolnim slogan oziroma ustvarim mnogo raje glasbila, kakor mamila. In to, kar Soki razlaga, zato je, meni je takoj padlo v oči ta enak mindset tega. Če jaz povem zgodbo našega benda, denimo, takrat smo, kot rečeno, te stvari videli na televiziji in morate si predstavljati, da nekako v začetku 90-ih, sredi 90-ih je bilo treba tudi po inštrumente, ta boljše še vedno v Avstrijo hoditi. Ja. Tudi zaradi cene. In mi smo se kot dečki s Ptuja s kolesi pelali v Lipnico, da smo kupili multi-efekt za kitaro. In to je bil cel dogodek. Ja, in jaz povem danes tu javno lahko, da je ta naš effort, želja, sledenje sanj v bistvu nas tako odmaknilo od enih pogubnih sfer razvoja, za katere boš ti pol tudi povedal, tako smo že v videl. Nekdo bi mislil od staršev, da pa so rockerske združbe v bistvu tiste marginalne. Ni res. Morda na videz, kar je itak show, slash pa njegov whisky, pa Jack Daniels. Tako. Resnica je pa nasprotna temu. Resnica je trdo delo. Ker, denimo, če pogledate band kot je Guns N' Roses, koliko let vaje je v tej perfekciji. Pa koliko nespanja. Koliko nespanja. Koliko fizične utrujenosti. Pa koliko odgovornosti, denimo. Ja, sej, lej, bili so mladi, oni so to lahko lažje prenesli, ne? In tudi seveda, ko si mlad, delaš, uživaš, čakaš, ne? Žuraš, živiš svoje življenje, ker ti je dano, ker si zvezda in lahko se obnašaš tako, ampak hkrati si neprespan, pišeš najboljše skladbe, narediš hite, igraš inštrumente, ki jih moraš znati igrati. Mislim, to je, ni mala stvar, ne? In če samo dovolim, recimo, to bom poudaril, definitivno. Jaz sem šel po poti teh mojih alternativnih glasbenikov, ki so bili družbeno kritični, drugače so razmišljali. Res je, da mogoče marsikdo je njihovo obnašanje obsojal, zato ker so, ne vem, dvignili sredinca ali so veliko besed na F izgovorili, ampak niti en ni silo ali pa nagovarjal k nekemu nasilju. Ne, oni so govorili, oni so kritizirali nasilje in v bistvu sistem, ki je v bistvu sprožal nasilje, ne? Ali pa določene druge stvari, ki sistem ni bil naklonjen nekemu zdravemu življenju, kar je v bistvu ful smešno, glede na to, kakšna glasba je in kakšna sporočila so noter, ne? No in poglej, recimo po tolikih letih tudi poznam predvsem mojih sovrstnikov, ki so bili iste kot jaz in so danes zelo uspešni. Tako je drugače, ne? Niso to neke propalice, mislim, zelo malo je takih, ki je res zašlo. Mislim, to je zelo zanimivo pri meni, posebej enako in mi smo si, konkretno govorili za našo skupino, igrali res vzorniki, bili Therapy,
bendi Šarf. Dostkrat so tudi kakšni sodelavci od matere, ko smo lahko na Ptuju, smo dobili to možnost igrati na Velikem odru Korentovarja takrat. In bolj ste razbijali, ne? Tako je to neko razbijanje. Ja, to je ta tipična scena, razbijanje. Ampak smo si pridelali med vrstniki vstevek The Piflars, ja, ker v šoli pa pridni, pa v študiju pridni, ampak na odru pa to. In kar mi dva želimo danes povedati med ostalim je, na ta način obeležujeva Sokijevih 30 let, ker gre za zelo velikega človeka mesta Maribor, simbolično, kot smo rekli. To je, v bistvu jaz delam en projekt, ki je vezan na Maribor, ampak mi je danes zelo pomembno, da sem tukaj, da ni to samo stena, samo hiša, ampak dokaz. In tukaj je rekel Soki, v bistvu je v tem tvojem sloganu zbobni do sanj, ful več resnice, kot bi kdo mislil. Tako si rekel, sanjali smo avtobuse, sanjali smo stage, kjer je gor Fate No More, sanjali smo festivale in dokaz si, da s trudom sanje postanejo resničnost. Tako, in zdaj v tem projektu 20 za 20 in zdaj tukaj, ko sem nekako vzel svoje poslanstvo, da to predam naprej mlajši generaciji. Oziroma predam, da je možnost, da se naučijo in da to tudi vidijo in spoznajo in vzamejo. In da nekdo otrokom, mladostnikom tudi pove, je možno. Je možno sledi svoje sanje. Sanje so seveda v tem primeru metaforičen pojem, ne da se ti nekaj sanja, lahko pa se tudi dejansko déjà vu zgodi. Ja? Da si sanjal rokovanje z Mattom Sorumom, potem pa si se dejansko do tega predelal. Tako da, Soki, da še ti nekaj dodaj, pol pa bom jaz stopil v vlogo Terminatorja. Aha, okej. In bomo naredili eno presenečenje. Tako da, še enkrat ti čestitam. Hvala lepa. In ekstremno cenim to tvojo akcijo, ker vem in tudi mene je reanimiralo v nekako ne bi si mislil, ne? Zlomljeni bobnarski poti po prometni nesreči, poškodba rame pa to in povem, ko sem ga videl igrati, še toliko bolj levičar, to je v bobnih seveda ni glih vsakodnevno, treba je celi set vedno vrteti in toliko boljše mi je bilo. Terminatorji kot bi manj, prvi vzornik je bil Five Viewing Therapy, levičar in tudi pri meni je Marko Soršak Soki zbudil bobnarja nazaj in tega mu nikoli ne pozabim. Kaj pa dol? Zdaj pa ti poveš še nek zaključek, pol pa Terminator. Ja, zaključek je definitivno lahko samo pozitiven. Glede na to, kaj so povedala, zahvaljujem se vsem, ki ste to slišali, kaj smo mi da povedala, zato ker tudi vi imate veliko prijateljev, znancev, ljudi, ki lahko nekaj dobrega prinesejo v našo družbo, pa to ni zdaj finančno. Ne, to je znanje, ki ste ga pridobili v vašem življenju, ki je samo vaše. Zato bodite vi modrec vsakemu mladostniku in nekomu, ki mu to lahko ponudite. Ali sem zdaj že malo preveč zafilozofiral? Ne, super. Ampak tako je, to je resnica. Zdaj bomo naredili tak. Zdaj boš pa prišel k meni. Ja, samo tako smo rekla. Jaz sem vzel svoje orodje. No, pa pred Mihael prinese video sem. Naj povem, pokazal vam bom teh 5 sekund, ki je spremenilo življenje in videli boste, koliko energije je noter in kako ne bi 11-letni otrok bil ganjen. Čakaj samo sekunda, zdaj moram jaz dati avizo, da bo res popolno. I'm the Terminator. I want to hear you could be mine. Hasta la vista, baby. I'll be back. I'll be back. Tako, spoštovane dame in gospodje, za občinski praznik Maribor. 5 sekund lahko življenje iz nekako odtavanja usmeri na pot in zaključimo pa s tem lepim kadrom, tako kot pravi Soki. Zbobni do sanj in veš kaj? Jaz sem že danes začel pripravljati, ko bomo praznovali 50 let bobnanja. Bo 50? Bo. Upam. Tako da, Soki, srečno in... Srečno in zdaj tako čist neformalno napovema, kmalu se pojavimo z nečim zelo posebnim. Sledite nas.
ostanite z nami. Čau in srečno. Yeah!